tole pa sigurno dobro poznate. Tebi, mama Juanita. Tale bo seveda za vse naše mamice, ki so danes tudi prišle tole med nas v tetle lep deževni popoldan. Esta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gustos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Del bautizo cantaron las ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que me amaneció. Kako je jasno to jutro, ko prihajam tebi vošči. Prišli smo vsi veseli, iskreno čestitati. Ko si se ti rodila, so cvetile rožice. Na tvojem krstnem kamnu so prepivale ptičice. Že vstaja zlato sonce, se židila bili dan. Vstani, vstani, mama Juanita, je že krasen sončen dan. Že vstaja zlato sonce, se židila bili dan. Vstani, vstani, mama Juanita, je že krasen sončen dan. Lepo pozdravljeni tukaj v občini Mengeš. Pozdrav prinašam v imenu občine in pa tudi v svojem imenu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Priporočimo se nebeškim zavetnikom, naj nas varijo na vseh naših poteh. Vsemogočni Bog, naj vam podeli svoj blagoslov in odrešenje, razodele naj vam pota svoje modrosti, po svoji besedi naj utrjuje vašo vero in vam podari milost živeti po njegovih zapovedih in naj se vsem zgodi njegova volja.
En mikrofon ne dela. Tako še enkrat bi radi povedali, da kdo želi seveda od častnih gostov, gre potem lahko še na kočijo, sicer pa nikogar seveda v tem muhastem vremenu ne preganjamo, da se pridruži povorki, lahko pa greste tudi gostje, skratka, na kočijo, da ne bo sama, da ne bo kočijač sam sameval. Jaz mislim, da prav nobene ni sladkorja, tako da nas tudi te dežne kaplje ne bi smele preveč prestrašiti. Torej, še vedno dobrodošli, kdorkoli pa želi od častnih gostov ali vseh ostalih udeležencev, lahko pristopite na kočijo in seveda odrinete na tole veselo karavano, ki bo nazaj čez približno urco. Oljne ogrčice, to si lahko tudi ogledate v enem šotoru, tam na začetku prizorišča. Predstavljeno je tudi kogeneracijska enota. Kaj to pomeni? To je enota za soproizvodnjo oziroma za istočasno proizvodnjo električne in toplotne energije. Motor, ki poganja električni generator, pa ravno tako poganja rastlinsko olje. Potem predstavljen je traktor Fendt Favorit 612, ki je predelan tudi na sistem dveh rezervoarjev, tako da se začetni zagon uporablja mineralno dizelsko gorivo, ko se motor segreje na delovno temperaturo, potem deluje na rastlinsko olje. Videli boste tudi vozilo Land Rover Defender, ki je tudi predelan na rastlinsko olje. Imamo še en traktor AGT Agromehanika 835, moči 26 kW, za 35 konjskih moči. Vendar vam ga nažalost ne moremo predstaviti, ker dežuje in na njem je nameščeno veliko merilne opreme, ki je namenjena za emisije trdnih delcev. Seveda zopet malo v naši družbi. Takrat verjamem, da odpravimo tudi dežne kaplje in da si bomo lahko vzeli več časa za to, da se sprehodimo med te jeklene lepote. Tako traktoristi seveda pozdravljajo svojo kupo, vi pa lahko z aplavzom. Za uvodni del področja tehnike, v bistvu čist bi rekel teh starih strojev. Zdaj, ko se vrnejo z vožnje, bo traktorska parada, potem bom jaz malo bolj detaljno tudi komentiral starodobne traktore. To s moje strani. Tako ženske, ki o traktorjih nič ne vemo, bomo tekom današnjega dne lahko še veliko izvedle, strani gospoda Jenčiča, sicer pa fantje, ki ste pa malo boljši, nekoliko krajšo. Danes se svetijo prav vsi, jaz verjamem, da so bili mnogi očiščeni za današnjo priložnost, da bo se zdaj drž še nekoliko očistil.
gre torej na pot, mi pa vas prepuščamo stojnicam, katerim se bomo danes še posvetili, predvsem pa dobri kapljici in jedači ter seveda kramljanju okrog te odlične stare kmetijske tehnike in teh prelepih traktorjev. Nekaj glasbe vam bomo privoščili, seveda strani ansambla Dori, ki bo danes še z nami in jaz upam, da mogoče najdemo tudi kakšnega pogumneža, ki pa bo celo zaplesal na travci.